o vlogi umetnosti v osebnem in družbenem življenju ljudi obstajajo različna mnenja. Zato umetniškim predmetom šolska politika mnogi učenci v osnovni šoli in njihovi starši ne pripisujejo pomembnejše vloge. Po drugi strani pa današnja osnovnošolska realnost izpostavljena očitkom, da za celostno vzgojo ni več dovolj časa, prostora in motivacije. V okviru sedanjih in verjetno tudi prihodnjih družbenih razmer trdimo, da se bo pomen umetniških predmetov moral spremeniti. Zaradi premajhnega števila ur in drugih okoliščin je manj možnosti za razvijanje tega vidika otrokove osebnosti, ki je po našem mnenju pomembno prispeva k celostni vzgoji, čeprav vseeno je več ur oziroma več priložnosti, kot pa je mogoče splošno vtis. Zlasti se nam z vidika vzgoje za etično ravnanje zdi pomembno razvijanje otrokove ustvarjalnosti, ki pri pouku ponuja veliko možnosti za razvijanje mišljenja, čustvovanja in drugih lastnosti, ki vplivajo na njegova stališča do samega sebe, njegovih socialnih okoliščin in spreminjanje le-teh. Za otroke in mladostnike je etično ravnanje v kontekstu dojemanja dogajanja v vsakodnevnem življenju oziroma v vsakodnevnem okolju lahko težavno. Tudi zato vidim v vzgojni funkciji umetniških predmetov enega od ključnih dejavnikov, da se otroci usposobijo ne samo za strpno vedenje v šoli, temveč tudi, da bodo v odrasli dobi znali delovati za oblikovanje družbe, ki bo spodbujala etično vedenje in globalno medsebojno pomoč. Kljub temu, da je prej dr. Koširjeva rekla, da se je umetnost v šoli nekako skrčila na učenje letnic, jaz mislim, da temu ni tako. Kljub temu, da se je poimenovanje predmeta spremenilo, so pa cilji ostali več ali manj isti in vsi nekako bolj segajo na vzgojno področje, kot pa na informativno. Večina raziskovalcev soglaša, da ustvarjalnost ni samo ustvarjanje nekega novega proizvoda, ampak tudi zavzemanje drugačnih stališč, novih načinov kombiniranja že znanih dejstev in novih načinov reševanja problemov. Ti dve zadnji komponenti tudi predstavljata nekako našo topiko, v katero se bomo zdajle poglobili. Pri oblikovanju ustvarjalne osebnosti skozi perspektivo svetovnega etosa Hansa Kinga se bomo osredotočili zlasti na vidik temeljnega zaupanja do sveta, torej etično dobro, ki omogoča optimalen človekov razvoj kot individuuma in v njegovi socialni komponenti. Poleg pridobivanja informacij nudijo umetniški predmeti prostor, kjer se učenci vzgajajo za po našem mnenju najbolj človeške razsežnosti osebnosti. Učenje ustrezne komunikacije, zlasti ustreznega izražanja čustev in reševanja medsebojnih napetosti, medsebojno spoznavanje, učenje solidarnosti in empatije ter zavedanja lastnih sposobnosti za ustvarjanje. Učenci v osnovni šoli so vsekakor sposobni umetniškega ustvarjanja in si ga želijo. Zelo pomembna lastnost, ki se razvija skozi umetnost, pa je zmožnost izpolnitve samega sebe skozi življenje, ki omogoča občutek, da smo del nečesa večjega. Ustvarjalnost je pri tem tudi pot k bogatejši in kompleksnejši prihodnosti. Po navedbah Smith-Petersove umetnost vpliva na ljudi. To se kaže tudi že skozi vso zgodovino, od antike dalje. Celo Platon je nekje omenjal, da ni vzgojen dobro tisti državljan, ki ni vzgojen tudi v glasbeni vzgoji. Še do nedavnega je znanje enega instrumenta spadalo k splošni izobrazbi.
Glasbi se pripisuje, da lahko deluje pomirjevalno, agresivnost preusmerja v konstruktivno delovanje, povečuje delovno sposobnost, aktivira obrambne sposobnosti, pomaga pri razvijanju osebnosti, razširja zavest, pomaga pri ustvarjanju dobrih medsebojnih odnosov. Skratka, je nosilka različnih sugestij, ki vplivajo na vsa področja človekovega bivanja. V zgodnjem srednjem veku je Boëthius, ki velja za glasbeno avtoriteto tistega časa, trdil, da ima glasba neposreden vpliv na človekov značaj in njegov moralno-etični razvoj. Učencu daje možnost razvijanja domišljije v okvirih, ki jih določa neka skladba. Pri reševanju vsakodnevnih konfliktov tudi učenci naletijo na ovire, ki naj bi jih čim bolj inventivno preigrali in prišli do etične rešitve in se s tem izognili bližnjici, torej reševanja konfliktov z agresijo. Cilj umetniškega ustvarjanja v osnovni šoli je, da pomaga pri pozitivnem dojemanju samega sebe in svojih sposobnosti. Tudi tisti učenci, ki so nekako opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami, imajo po mojih izkušnjah pri umetniških predmetih veliko možnosti, da se izkažejo, da se realizirajo in da pokažejo svoje sposobnosti. Posebno pomemben je ustvarjalni proces, ki razvija veščine, ki so za mladostnike uporabni tudi v vsakodnevnem življenju. Glede na to, da težnja po prevladi, pretirana tekmovalnost na gospodarskem in drugih pomembnih področjih javnega življenja, poglabljanje razlik med revnimi in bogatimi, širjenje sovražnega govora, pozitivno predstavljanje brezkompromisnega doseganja individualnih ciljev ne glede na posledice za druge ljudi, ter poudarjanje izključno lastne odgovornosti za življenjske razmere posameznika, zanesljivo kažejo mladim, ne le da etično ravnanje nima pomena, temveč tudi, da za doseganje življenjske uspešnosti ni potrebno delo. Potreba po preseganju drugih za vsako ceno in tudi, kot rečeno, preko trupel ter odsotnost solidarnosti med učenci je dokaj razširjeno. Predvsem pa je zaskrbljujoče, da se otroci in mladostniki čedalje težje vživljajo v čustvovanje sošolcev in učiteljev, prav tako pa ne znajo ravnati s svojimi čustvi, kar vodi v popolno medsebojno nerazumevanje in mrk v komunikaciji. In tu vidim zelo pomembno vlogo umetniških predmetov. Ob ustvarjanju se otroci in mladostniki soočajo z vplivi iz vsakodnevnega okolja, jih ozaveščajo in prilagajajo svoje vrednote in stališča, učijo se ustrezne komunikacije in imajo priložnost, da se odločajo za ustvarjalno premagovanje neugodnih čustvenih stanj, ter se učijo ustvarjalno in etično reševati življenjske situacije. Dejavnosti, ki jih izvajamo v šolah, so poslušanje glasbe, petje, igranje instrumentov, ustvarjanje ples, ustvarjanje na likovnem področju in pa seveda tudi vrednotenje. Mladi po nekaterih podatkih poslušajo glasbo tudi do 21 ur tedensko. Vse bolj pa opazimo, da ne slišijo, to je zavestno ne dojemajo najbolj preprostih sporočil. Z vajami poslušanja lahko pri učencih razvijemo občutek za poglobljeno poslušanje, kar jim koristi tako pri poslušanju glasbe, kot v vsakodnevnem življenju. Mnogi se svoje muzikaličnosti nikoli ne zavedo, ker niso imeli nobenih spodbud, ali pa so bili v svojih težnjah zavrnjeni. Ravno tako je na področju likovnega ustvarjanja. Tako da jaz mislim, da dr. Pavliha, mogoče je bilo pri vas, da ste že v 2. razredu zaključili z, bi rekla, učenjem likovne umetnosti, zato, da niste bili sprejeti v svojih težnjah. Ampak mislim, da je zdaj situacija v osnovnih šolah pa že kar precej
drugačna in ima vsak otrok možnost, da se izrazi in da razvije te svoje potencijale. Prepričana sem, da imajo umetniške potencijale vsi otroci. Samo vprašanje je, koliko priložnosti imajo, da jih razvijajo. Petje je najbolj osebno izražanje, pri katerem le težko prikrijemo svoja čustva, zato se včasih pojavijo tudi težave. Če otroke pripravimo do tega, da premagajo strah pred petjem, je lahko pevsko izvajanje odlično sredstvo, ki pomaga pri odpravljanju vedenjskih in emocionalnih težav. Večglasno petje nam kaže, da vsi, ki sodelujemo, moramo biti enakopravni, ker drugače ne zvenimo dobro. Pri likovnem izražanju lahko otroci izražijo tudi tisto, kar so slišali recimo ob glasbi, lahko pa izrazijo tudi čisto svoje individualne ekspresije. Izražanje s črto, barvo, kompozicijo je lahko za otroke in mladostnike pravi izziv. Ob pridobivanju znanja in pričakovanju ustvarjalnosti so postavljeni pred ovire, ki jih morajo premagovati na ustrezen način, kar je dobra vaja v strpnosti. Vrednotenje lastnih del, predvsem pa vrednotenje del uveljavljenih umetnikov in pa seveda tudi sošolcev, je tako glede motivike kot iz raznih sredstev priložnost, da se sprašujejo o vrednotah. Naprimer, uporaba hrane pri ustvarjanju nekega likovnega dela, na drugi strani pa lačni. Glede na navedene možnosti, ki jih nudijo umetniški predmeti v osnovni šoli, lahko zaključimo, da imajo enega ključnih pomenov za vzgojo osebnosti, ki bo sposobna ustrezno ravnanje vključevati v svoje vsakdanje življenje. Zlasti pomembno se nam zdi razvijanje ustvarjalnosti, ki vodi k ustrezni samopercepciji, učenju socialnih veščin, možnosti izražanja različnih čustev in sprejemljivega sporočanja, s tem pa tudi možnosti za svobodno odločanje za etično vedenje. Ključni dejavnik oziroma udeleženec v teh procesih pa je zanesljivo suveren učitelj. Hvala lepa.